Lep majski pozdrav, drage poslušalke in poslušalci Radia Celje. Mesec je zopet minil kot blisk in z veseljem v našem studiu Radia Celje pozdravljamo evropsko poslanko, doktorico Romano Jordan, članico Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke. Dobrodošli pri nas. Lep pozdrav, dober dan. Kakšna je pomlad v Bruslju? Tudi tako cvetoča kot pri nas v Sloveniji? Ponavadi je v Sloveniji lepše vreme, ampak tokrat je bila pa pomlad v Sloveniji kar precej deževna, tako da, moram reči, da nažalost je tokrat na pomlad v Bruslju prekosila tole slovensko in tudi češnje so cvetele prej, ampak zdaj je tudi v Sloveniji že zelo lepo. Je pa zelo zanimivo, ko se v Bruslju začne malo lepše vreme, kadar je lepši dan, potem je v času kosila, vedno so vsi parki polni, ljudje gredo ven, se malo nadihajo, tako da je prav veselje pogledati recimo na Plas Luksemburg iz Evropskega parlamenta, ko mladi sedijo tam na sredi krožišča in jih prav nič ne motijo številni avtobusi, ki drvijo mimo njih. Danes imamo na seznamu temo, o kateri se morda premalo govori, morda se zdi, da je v današnjih časih kvečjemu premalo kot preveč. Govorili bova namreč o solidarnosti Evropske unije in kot pravite, Evropa ni le nekdo, ki od nas nekaj zahteva, temveč dela za svoje ljudi in nam je v pomoč. Evropski komisar Johannes Hahn je namreč napovedal pomoč iz solidarnostnega sklada Evropske unije in sicer v višini več kot 14 milijonov evrov kot odziv na hude poplave, ki so pri nas bile oktobra in novembra lani. Ja, res je, to je bilo kar tako lepo obvestilo, ki smo ga dobili prav za praznik. O prazniku dela je bilo namreč objavljeno in to je eden od znakov, da Evropa vendarle živi tisto svojo osnovno načelo, vrednoto, ki je solidarnost, kaj ti pomaga državam takrat, kadar imajo težave, in v primeru velikih naravnih nesreč je ta pomoč možna, tako kot je tudi bila podeljena zdaj za Slovenijo. To pomeni, da Evropska unija še deluje, pomeni pa tudi, da država Slovenija deluje, kajti v primeru teh pomoči je treba delovati izredno hitro. Slovenija je morala takrat v oktobru leta 2012 v roku 14 dni po hudi škodi pripraviti predlog, ga poslati v Bruselj in Evropska komisija je to vse pregledala in zdaj pripravila dokumentacijo za potrditev. Moram pa povedati, da to ni vse nek administrativni aparat, ampak takrat, ko so bile te hude poplave, v Sloveniji se je name obrnil kolega iz Nemčije, Peter Lize, in mi poslal prav povezavo na spletno stran, kjer je objavljen celoten postopek in je dejal: Romana, veš, pri nas so bile te poplave in je bilo treba zelo hitro ukrepati, glejte, da v Sloveniji ne boste česa zamudili, tule ti pošiljam povezavo, dajte, prijavite škodo. Tako da res tudi kolegi občutijo solidarnost kot njihovo osebno vrednoto, ni to nekaj abstraktnega. In če je prizadet eden, je prizadet, pravzaprav smo prizadeti vsi, lahko rečemo. Ja, se mi zdi, da je to pravzaprav tudi pomanjkljivost naše družbe, da gledamo vse kot na neko celoto, iz katere in ne vidimo posameznikov. Mi vsi smo pa posamezniki v tej družbi in moramo videti za to družbo, da družba so pravzaprav ljudje, da so posameznikovi, so njihove usode in na tak način bomo potem tudi veliko bolj človeško ravnali in se, mislim, tudi veliko bolje počutili. Morda bo zanimivo za naše poslušalce tudi to, da so nepovratna sredstva za financiranje nujnih ukrepov za odpravljanje posledic naravne nesreče iz tega svežnja prejeli tudi Hrvaška in Avstrija, a precej manj kot Slovenija, kjer so naši državni organi ocenili skupno škodo na skoraj 360 milijonov evrov, kar je več kot odstotek nacionalnega dohodka. Po kakšnem principu deluje ta solidarnostni sklad Evropske unije in ali gre pričakovati, da se bo na račun teh vse številnejših naravnih nesreč, podnebnih sprememb, ta sklad tudi krepil? Res je, da je ta sklad namenjen pokrivanju posledic v primeru večjih naravnih nesreč in sicer je tako, da mora biti škoda večja od 3 milijard evrov ali pa večja od 0,6% bruto nacionalnega dohodka države in se podeli v glavnem državi članici, kjer ta naravna nesreča se zgodi, lahko pa tudi sosednjim državam, če se oceni, da so tudi tam nastale težave, ampak tokratno škodo
je v glavnem, ta denar je v glavnem prejela samo Slovenija, res je šlo na Hrvaško in Avstrijo le nekaj malega financ. Namenjena je pa ta pomoč za uvajanje nekih nujnih ukrepov, kot je recimo obnova infrastrukture na področju energije, pitne vode, zdravja, prometa. Možno je z njo pokrivati tudi obnovo kulturne dediščine, potem recimo lahko se uporabi za začasno nastanitev prebivalstva. Je pa namen pomoči ta, da se pokriva za tiste primere, za katere ni možno uveljavljati oziroma sploh podpisati ali skleniti zavarovanj. Po kakšnem načelu deluje princip, koliko države članice prispevajo v ta solidarnostni sklad Evropske unije? No, to se pač, takrat, ko se oblikuje proračun, se to številka določi, vendar pa velja neko tako splošno načelo, da sklad ni večji kot 1 milijardo evrov. Omenili ste še prej podnebne spremembe, na to vam nisem odgovorila. Res je, da se pričakujejo močnejši vremenski pojavi in zaradi tega tudi hujše posledice. Moram reči, da zaenkrat Evropska unija ukrepa bolj na strateški ravni še na področju podnebnih sprememb, vendar pa imamo že neke dokumente, ki so temu namenjeni. Bolj konkretno pa, ker govoriva o denarju, bo naslednje leto naj bi začel veljati nov večletni proračun, ki bo trajal od leta 2014 do 2020 in zaenkrat, in jaz upam, da bo to sprejeto, je pripravljen predlog, da naj bi bilo 20% vseh sredstev namenjeno prav za področje podnebnih sprememb. In tu bojo pa potem tudi države članice imele proste roke, da se odločijo, kako bodo ta denar namenile, za kakšne ukrepe. Del seveda za omilitev podnebnih sprememb, se pravi za znižanje izpustov, za čistejšo proizvodnjo, za recikliranje in tako naprej. Del pa seveda tudi lahko za prilagoditev na podnebne spremembe. Z doktorico Romano Jordan danes govoriva o solidarnosti, pa tudi o kohezijskih sredstvih. Več o tem bova povedali po naslednji skladbi. Evropska unija smo mi. Poslušalke in poslušalci Radia Celje, danes klepetamo z doktorico Romano Jordan, našo evropsko poslanko. Doktorica Romana Jordan, vi trdno zagovarjate načelo, da Evropa ne zgolj jemlje, ampak tudi daje in pomaga, kar se koncev kaže na različne načine. In če gledamo odstotkovno, koliko denarja, na primer, ki ga države članice dajo v Bruselj, potem dobijo nazaj za takšne ali drugačne razvojne ukrepe? No, jaz mislim, da je izplen v tem primeru res izredno dober in da ljudje žal mislijo, kako v Bruslu zapravljamo, ampak temu ni tako, kajti za celotno administracijo, za svet, delovanje Evropskega parlamenta, Evropske komisije, za vodenje raznih skladov, agencij in tako naprej, porabimo samo 6% proračuna. Vse ostalo se porabi namensko za izvajanje določenih programov in tako, da je res denar namensko porabljen in da se vrne nazaj v države članice. Največji del gre seveda za izvajanje kmetijske politike in razvoja podeželja, tam okrog 40%, okrog 35% denarja gre za kohezijsko politiko, no, velik del denarja gre pa tudi za razvojno politiko, kamor sodijo recimo razni programi, ki spodbujajo evropsko odličnost, jaz temu rečem, kot je recimo izobraževanje, raziskave in razvoj, pomoč malim in srednjim velikim podjetjem, razvoj infrastrukture na področju energetike, telekomunikacij, prometa. Skratka, velika večina, pa skoraj da v celoti se denar potem spet namensko porabi nazaj in vrne v države članice. In zlasti sedaj, ko je ta velika kriza, je to pravzaprav edini razvojni denar, ki ostaja določenim državam članicam. Prej ste že omenili kohezijsko politiko. To je nekakšen politični okvir solidarnosti, kjer se za projekte po celi Evropi zagotavlja sredstva različnih skladov. Namen te kohezije pa je zmanjšati neskladje med različnimi regijami in pa zaostalost najmanj razvitih regij. Je v Evropi velik razkorak med najbolj in najmanj razvitimi?
Ja, seveda je velik razkorak, če pogledava recimo kdo največ pridobi iz te kohezijske politike, so to prav regije, ki so pod 75% razvoja, poprečnega razvoja evropskih regij, tako da je to velik razkorak in bojim se, da se s to krizo, ki jo sedaj doživljamo, ta razkorak še veča. In zato je zdaj tudi toliko poudarka na tem, katere ukrepe uvesti, da bi države članice dejansko izvajale ukrepe, o katerih se dogovorimo, ker prav to izvajanje nam jamči, da se bodo potem seveda tudi razvojne razlike zmanjševale. In prav v naslednjem večletnem finančnem proračunu razmišljamo tudi o tem in imamo pripravljen ta mehanizem, da bi države članice spodbudili, da bi ubrale še bolj evropsko pot in v primeru recimo, da ne bi izpolnjevale določenih zavez, tako z področja kohezijske politike, kot tudi z področja financ, da bi jim potem nekako omejili črpanje kohezijskih sredstev. V nasprotnem primeru, če bi bile dobre, če bi izvajale svoje zaveze, pa bi jih nagradili in bi dobile še dodaten denar. Sicer je pa ta kohezijska politika namenjena tako programom za razvoj delovnih mest, za krepitev človeškega kapitala, za razvoj infrastrukture in tipično je seveda tako, da manj kot je regija razvita, več denarja dobi in tudi večji je delež evropskega sofinanciranja, se pravi, da jim je potrebno manj denarja pridobiti še iz nekih drugih virov. In kje je tukaj, na primer, Slovenija? Kako smo razviti? Ja, Slovenija se je v prejšnjem obdobju, ko se je pogajala, je bila še tik pod pragom 75%, tako da smo na ta račun dobili kar veliko teh sredstev, več kot 4 milijarde, 4,2 milijarde kohezijskih sredstev in pomembno za nas je, da jih seveda čim bolj učinkovito izkoristimo. Smo pa se v tem zadnjem 7-letnem obdobju, kljub temu, da se nam zdi, da nazadujemo, smo se dovolj razvili, tako da smo nad povprečjem in če gledamo celotno državo, ravno zaradi tega smo zdaj državo razdelili v dve regiji. Ena je ta severovzhodna, ki je manj razvita, druga pa zahodna in jugozahodna Slovenija, ki pa je nadpovprečno razvita in bo deležna manj sredstev. Vendar pa bi to pomenilo kar naenkrat seveda velik pritisk na to regijo, ker bi dobila bistveno manj denarja od leta 2014 naprej, kot ga je prejemala doslej, in da bi nekako zagotovili kontinuiteto razvoja takih regij, ker ni pač samo v Sloveniji taka, smo oblikovali nek poseben mehanizem, ki se mu reče varnostna mreža, ampak mislim, da so samo 3 regije v Evropski uniji, ki imajo tak status, ki navkljub svojemu velikemu razvoju bodo še vedno deležne kar velikih sredstev tudi v naslednjem finančnem obdobju. Se pravi, da bomo v naslednjem proračunskem obdobju od leta 2014 dalje v Sloveniji pravzaprav prejeli več kohezijskih sredstev, kot bi nam glede na stopnjo razvoja pripadalo. Pa ste kot evropska poslanka zadovoljni s tem, naprimer, kako zagreto se borimo za ta evropski denar pri nas v Sloveniji? Ja, jaz mislim, da tile naši ljudje, naši predstavniki v Bruslu so kar zelo uspešni, so zelo zagreti in glede tega jim moram izraziti vso pohvalo, ker konec koncev nam je uspelo si to priboriti zaradi vztrajanja, zaradi dobrih argumentov, zaradi aktivnosti, zaradi srčnosti, ki smo jo pokazali na evropskem nivoju. Se pa vse premalo to pozna tu v Sloveniji, da bi ljudje vedeli, kaj vse je treba storiti za to, da si Slovenija priborita sredstva in da bi se morda malce z večjo voljo včasih lotili potem tudi izvajanja teh projektov, pa da bi se konec koncev tudi zavedali, kaj vse imamo na račun Evrope lahko tu. Recimo Celje je tipično kraj, ki je mesto, ki je ogromno pridobilo z evropskimi sredstvi. Tu je recimo Urenja, povodje reke Savinje,
pa je čistilna naprava, ki je sofinancirana iz evropskih sredstev, potem center za zbiranje odpadkov, ki je regijski center, se pravi, ni samo celjski, obnova celjskega gradu, potem, da preseža malce recimo meje Celja, v Žalcu je muzej hmeljarstva in pivovarstva, tudi sofinanciran z evropskimi sredstvi. Skratka, da se lahko do vas peljemo po avtocesti, ki je bila prav tako sofinancirana iz evropskega proračuna. Tega je veliko. Evropska komisija je predstavila pregled delovanja strukturnih skladov v državah članicah in do konca leta 2011 so podatki, ki so jih posredovale države članice, spodbudne. Namreč komisija ugotavlja, da ima zdaj 2,6 milijona ljudi več zagotovljeno oskrbo z vodo, 5,7 milijona ljudi več ima zagotovljeno čiščenje odpadnih voda, 2,4 milijona ljudi, ki so prejemali pomoč iz Evropskega socialnega sklada, pa je našlo službo. Podatka je seveda še veliko več, vendar to so na primer poudarki. Spodbudo se sliši. Ja, to so res ogromne številke. Zdaj bom povedala še eno, ki sem si jo pripravila. Za vse to je bilo predvideno 347 milijard. Se pravi, 35% celotnega proračuna v letih 2007 do 2013. To se pravi, da Evropi res je mar to, da so velike razlike in da jih resnično želimo in hočemo zmanjšati. In samo tiste regije in tiste države, ki so pod povprečjem, od njih je odvisno, ali bodo to izkoristile ali ne. Moram pa povedati, seveda ta denar ni tak, da ga kar nekdo dobi, da bo rekel, jaz sem pa manj razvit. Ne, na ta način pa ne gre. Država se mora resno lotiti pogajanj, kot sem že prej omenila, na vseh nivojih morajo biti za to zavzeti ljudje, potem mora pa prednje proračun tudi sprejet, začeti pripravljati programske dokumente, zakaj bo porabila ta sredstva. In ravno zdaj je recimo tisti trenutek, ko se v Sloveniji pripravljajo ti programski dokumenti na Ministrstvu za gospodarstvo, zakaj bo Slovenija porabila kohezijska sredstva od leta 2014 do leta 2020. Bi pa rada na tem mestu upozorila na odličen spletni naslov, to je kohezijski e-kotiček. Tega sem tudi sama čisto po naključju, ko sem brskala za informacijami, opazila na Ministrstvu za gospodarstvo in se prijavila na novice, tako da jih zdaj kar redno že zelo dolgo dobivam. Veliko se dogaja in veliko informacij je tam objavljenih. V enem svojih člankov pravite tudi, da Evropa zahteva vzdržnost glede razvoja, ravno zato, da si lahko takrat, ko je to potrebno, pomagamo med sabo. Ja, tako je. Zdaj že spet se bom vrnila na to situacijo v Sloveniji, kjer se zdaj že pojavljajo govori v smislu, ne bomo pustili Evropi, da nas ne bomo se ji uklonili, ne bodo nam diktirali, kaj moramo storiti. Ampak veste, mi smo del evropske družine in odločili smo se, da bomo upoštevali evropske vrednote, odločili smo se, da si želimo evropskega razvoja v smislu evropske kulture, se pravi, da moramo potem to tudi spoštovati. Evropa ni tista, ki se ji moramo ukloniti. Evropa je neka skupnost, katere del smo mi in smo sooblikovali zaveze. Evropa, se pravi, v tem primeru velikokrat se uporablja Evropa izraz za evropsko politiko, je tista, ki od nas potem pač zahteva spoštovanje teh zavez in to seveda ima nek smisel. Saj ne moremo računati, da bomo neskončno dolgo živeli na račun nekoga drugega, kje pa se bo našel nekdo drug, ki nas bo ves čas financiral. Moramo pa seveda se zavedati, da so včasih kakšni težki trenutki, kot so recimo naravne nesreče, kot poplave in da si moramo, torej ne smemo zadolževati, mi si moramo celo zalogo narediti, da v primeru takih nesreč in nezgod lahko seveda potem ukrepamo in tudi Evropa deluje na tak način in mi znotraj Evrope moramo biti toliko odgovorni, da sami poskrbimo zase in da bomo tudi mi lahko pomagali drugim, tako kot pričakujemo pomoč od Evrope takrat, kadar jo mi potrebujemo. To je tisto, kar je ta evropski model, odgovornost. Verjamem, da smo danes povedali marsikaj novega, zopet potrdili, da Evropska unija ni le nek birokratski ustroj, temveč
nekako mesto polno priložnosti, bi lahko dejali, samo poiskati in izkoristiti jih je potrebno. Ja, evropske priložnosti so res številne, so pa nekoliko težje, bolj kompleksne in predvsem je tu neka druga logika, kot Slovenci še vedno verjamemo, da uravnava ta svet. Ti priložnosti ne uravnavajo poznanstva, družinske veze, ampak dejansko aktivnost, spremljanje in potem seveda to, da poskušamo priložnosti tudi izkoristiti. In trdo delo, ki stoji za tem. Vsekakor, mnogo znanja ni dovolj, samo nadarjenost ni dovolj, potrebno je tudi trdo delo. V zadnjem delu naše oddaje se bomo podali v Latvijo. Tam živi vaš kolega, evropski poslanec Latvije, Krišjānis Kariņš. Ste vedeli, da je velika večina rezerv jantarja ravno v Baltiškem morju, blizu katerega je tudi Latvija? Ja, to sem pa vedela, ker smo se že pred leti z družino odločili, da bomo spoznali še neraziskane predele Evrope in smo obiskali neko poletje vse 3 baltske države, Estonijo, Latvijo in Litvo, in smo odkrili res biserčke, ki so tam, imajo res prekrasno naravo in seveda kot ženska sem bila pozorna tudi na ta njihov jantar in nakit, ki je prekrasen, prečudovit in tudi v najrazličnejših barvah. Dokler nisem prišla tja, sploh nisem vedela, da je lahko jantar tako različnih barv. Torej, iz prve roke pravite, da obisk Latvije je vsekakor obvezen. Ne bom rekla obvezen, ampak bi rekla, ja bi pa ljudem priporočala, da če imajo čas, če so pripravljeni nekaj denarja in če ga seveda lahko žrtvujejo za takšen izlet, da potem ne grejo v takšne neraziskane kraje. Je ponovadi bolj poceni, pa še tudi bolj zanimivo. In pristno. Pristno, tako. Doktorica Romana Jordan, članica Evropske ljudske stranke in pa Slovenske demokratske stranke, hvala za tale majski klepet. V zadnjem delu oddaje, kot rečeno, bo z nami evropski poslanec Latvije Krišjānis Kariņš, midve pa zopet klepetava v juniju. Hvala lepa. Evropska unija smo mi. Latvija ima še mnogo neodkritih turističnih biserov. Krišjānis Kariņš izpostavlja, kateri je po njegovem mnenju največji potencial Latvije. I think the must-see is perhaps the city of Jūrmala, which is on the coast of the Bay of Riga, or actually any point along our coastline. We have in Latvia a little over 500 kilometers of To je zagotovo Jūrmala v zalivu Rige. V Latviji imamo malo več kot 500 km belih peščenih plaž, ki so povsem nedotaknjene. To je ena od prednosti Latvije in skrit zaklad. Največje letovišče v Latviji je Jūrmala, ki je lahko dostopna z letališča in je blizu prestolnice Rige. Tam najdete razvejane turistične infrastrukture, a nedaleč od tam tudi skrite, neobljudene kotičke. Nasplošno bi izpostavil latvijsko obalo. The coastline in general, starting with Jūrmala, but also moving away from the inhabited parts. Ostri vremenski pogoji in skromna kakovost zemlje sta vplivali tudi na latvijsko kulinariko. Ta sicer stavi na lokalne sestavine, kot so pšenica, ječmen, čebula, zelje. Izjemna pa je tudi zaradi majhne uporabe začimb, medtem ko kruh zauzema posebno mesto na latvijski mizi. Eno od oblik latvijskega kruha je izpostavil tudi evropski poslanec. We have a number, one food that we treasure, we call them pirāgi. Ena prav posebna cenjena latvijska jed se imenuje pirak. Gre za majhne štručke, ki so polnjene s slanino in čebulo. Jemo jih ob vseh pomembnejših priložnostih in festivalih. Pripravljajo se doma oziroma danes, ko smo bolj leni, jih lahko tudi kupimo. Zelo veliko uporabljamo skuto, ki jo dodajamo številnim sladicam. Tu se mi zdi, da smo posebni od preostale Evrope. Traditional dishes that I think anyone who comes to Latvia should try. Krišjānis Kariņš ob vprašanju, katera zgodovinska osebnost je za Latvijo storila največ, ni prav nič okleval. It certainly would have to be our former president Vaira Vīķe-Freiberga. Zagotovo je to bivša predsednica Vaire Vīķe-Freiberg, ki je bila predsednica, ko smo se priključili Evropski uniji in NATO in je pri tem odigrala ključno vlogo. Lahko rečem, da je popeljala Latvijo, prej tako dolgo časa pod sovjetskim okupatorjem, v sodobno državo, ki enakopravno sodeluje v Evropski uniji. The transformation as part of the European Union. It definitely would be her.